spoštovani gledalci. Včasih se zdi, da je jezik, ki ga govorimo, nekaj samo po sebi umevnega. Pogosto se zgodi tudi, da ugotovimo morda, da ga ne poznamo dovolj, ampak zato so strokovnjaki oziroma jezikoslovci, ki se s tem ukvarjajo in nam odstrnijo katere od skrivnosti tudi našega lastnega jezika. Zato zdajle v studiu pozdravljam dva jezikoslovca z Univerze v Novi Gorici. Dobrodošla oba, Franc Marušič in Rok Žavcer. Vidva se ukvarjata z jezikom. Je res, da se včasih zgodi, da sta tudi vidva morda presenečena nad katerimi skrivnostmi, ki jih odkrijeta v našem jeziku? Ja, se zgodi. Zdaj, mislim, večkrat se to zgodi, ko da rabiš jezik, ne razmišljaš dostikrat o tem, kako ga rabiš in preprosto govoriš stvari. In potem šele kasneje, mogoče, ko se lotiš paziti ali pa bolj paziti, bolj gledati natančno na tisto, kar govoriš, potem, mislim, se moraš poslušati z namenom, da hočeš nekaj slišati, če hočeš res nekaj posebnega opazovati ali pa najti. Zdaj, če pa samo uporabljaš, ne boš pazil na te stvari. Zdaj, se verjetno je eni ljudje so bolj pozorni pri običajnem poslušanju. Se mi zdi, da Rok je boljši v tem, da reče, veš kaj sem včeraj slišal, jaz ne slišim. Kaj slišite, ja? Malo so te stvari tudi povezane, mislim, s tem, v kakšnem okolju si v bistvu čist gledan narečno, recimo. Se pravi, če jaz živim zdaj tukaj, opažam stvari v bistvu iz drugega sistema. Tako bi se dalo tudi reči, da opažam stvari v nekem tujem jeziku. Zato se seveda jih je toliko lažje opaziti. Kaj je recimo tisto, kar ste takega opazili? Kaj sem že zadnjič nekaj? Ena od stvari, ki je bilo na podvajanje naslonk, rečemo. No, podvajanje naslonk je zelo očitno nekaj. Meni se mi zdi, to je nekaj, česar v mojem narečju ni. Meni se mi zdi, ne? Tole, ja. V mojem narečju tega niti približno ni. Katero je vaše narečje? Ljubljansko, osrednjeslovensko. Za vas je pa to nekaj? Meni je to običajno in tudi ko govorim. Zdaj, se ne, da se ne bi zavedal, da to delam, ampak mi pa to ni bilo nič takega, seveda tako delam, kako pa če drugače govorim. Meni se mi zdi, tebi se ti zdi, to tega pri vas. A kaj imate kakšno posebnost po vašem narečju? Za take stvari je boljše vprašati. Ste jo morda vi opazili? Mogoče spet jaz, okej. Eno od stvari, ki pade hitro v oči, je to, da nimajo srednjega spola, da ga pozabijo. Sicer to zdaj ni toliko pomembno, ko se reče, je posebnost ljubljanščine oziroma srednje slovenščine, da ne reče okno, ampak okn, pa jajce, ampak jajce. Tisto okn, pa tisti jajce, pa tako naprej. Da se vsaj v ednini srednji spol zgubo. Nam pa to se sliši čudno. No, za začetek smo začeli že razmišljati o jeziku, ampak vidva seveda veliko globje o jeziku razmišljata, zlasti tudi v vajini raziskovalni nalogi, v raziskovalnem delu, ki sta ga naslovila, ali dvojina lajša zgodnje osvajanje številk. Ali ta dvojina, ki je tako lastna tej slovenščini, pa ne samo slovenščini, bomo kasneje povedali, vendarle pomeni bogastvo jezika, včasih morda težavo za koga, ki se želi slovenščine naučiti. Kaj pravite vidva? Ne glede na izsledke naše raziskave, je dvojina bogastvo, kar je posebnost. Ker je zmeraj, vsaj med poznanimi jeziki ali pa v Evropi, je precej malo jezikov, ki imajo dvojino. Jezikov, ki nimajo dvojine, pa dobiš povsod. V Evropi, rečemo. Se pravi, je bogastvo, ker je neka posebnost. Zdaj, ker se dvojina pojavlja, se potem tudi stališče jezikoslovca je bolj zanimivo. Je ena stvar več, ki se jo da študirati, ki se ne da študirati drugje, ker lahko študiraš dvojino. Sej preko tega smo prišli potem tudi do tega, da smo sodelovali v tej raziskavi, o kateri bo danes ali pa je danes govora. Namreč nekdo, ki je preučil, Dave Barner, ki preučuje usvajanje števil v Kaliforniji, v San Diegu, je se spomnil, da bi bilo zanimivo testirati, kako bi to gledali, kako bi se te števila usvajalo v jeziku, ki ali ima ali pa nima, mislim, ki ima dvojino, in ga bi primerjali z nekim jezikom, ki nima dvojine. In je potem, kateri jeziki imajo dvojino? Slovenščina, v Evropi, edini veliki jezik v Evropi, ki ima dvojino. Potem je prišel sem, potem smo imeli mi korist od tega. Je bogastvo. Je bogastvo. Kaj pravite vi? Je morda toliko težji, pravijo tujci, jezik, ker se je treba
naučiti za komunikacijo tudi dvojine? Mislim, gotovo vsaka taka dodatna stvar, ki je nekomu, ki prihaja iz drugega jezika, zelo težko zamišljiva, je seveda predstavlja veliko dodatno breme, recimo pri učenju odraslih. Seveda. Če pa vzamete kjerkoli otroka iz kjerkoli po svetu, se bo pač naučil slovenščine tistega okolja, kamor ga bomo dali, in če bo to recimo neko narečje v Sloveniji, ki ima veliko dvojine, se bo pač brez najmanjših težav naučil seveda tudi dvojine na isti način. Ko smo že pri dvojini, tudi znotraj narečij so pri uporabi dvojine razlike, kaj ne? Ja. Velike razlike, ja. Nekatera slovenska narečja tudi opuščajo dvojino, ne? Ja, zdaj, časovno jaz se ne bi upal govoriti, a gre za opuščanje, pač v eni fazi so seveda, če bi stopili malo nazaj, bi se gotovo dalo reči, pač ena narečja, ali pa danes se da reči, ena narečja imajo veliko manj in druga imajo pač več. In to manj, več je pač zelo, se da gledati po različnih, ne vem, po različnih spolih na samostalnikih, da se gledati pač, ali se izraža na glagolu, ali se ne izraža na glagolu in tako naprej. V tem so vsekakor razlike. Zdaj, koliko se pa opušča ali ne, je pa pač danes mogoče težko reči, čeprav normalno pač rečemo samo, ja, seveda se opušča, v nekih narečjih izginja, ampak glede na velik vpliv standardnega jezika ni nujno, da se mogoče ne uvaja nazaj, da če vzamemo govorce slovenščine kot celote, da bi pri večjih rekli, da se pač nazaj prihaja, kot da se opušča, ne vem. Kako je v vašem narečju? Zdaj, jaz sem imel mešanico narečij, jaz sem načeloma doma s Sukanama, smo preživeli dosti časa v Ljubljani, tako da sem pač malo... uporabljate dvojino? Torej, pravim, uporabljate... Ja, uporabljam se tudi zaradi šole, ne bi uporabljal dvojine. Zdaj spet pač uporabljam dvojino, še zmeraj manj kot on, ne, ki jo pač tudi v svojem narečju bi uporabljal. In zdaj, če zelo tako na grobo, ne bi rekli, da kodar govorimo recimo z zaimki in bo pač zaimk midva ne bo obstajal, ali pa midva mogoče še, ampak bo potem množinska oblika naju in nama ne bo samo nas dveh in nam dvem, pa kaj podobnega. Ne. In tega pač ja, jaz nimam dvojinskih oblik zaimkov, rečemo, ki jih pač nikoli ne uporabljam in mi nikoli ni bilo čudno, če bi pač nekdo rekel nas dveh. Pač ja, tako se govori. Ne? Ja, tako se govori. In tudi pač ja, če bi bila dva oseba, kadar greva, sva šla sem, se mi zdi, bi mi bilo bolj normalno reči, a gremo. On mi pa pač... Kje je še kdo? Ja. Zdaj spet, pač ja, sej narečja se izgubljajo, no, bolj kot dvojina, ne, ali pa saj narečja, kakršna so bila pred 50 leti, jih zdaj več ni. Ne. Zdaj ja, v narečjih, kakor se jih je študiralo, zdaj študira se, ko se danes preučuje narečja, se itak gleda čim bolj stare ljudi, čim bolj nemobilne ljudi in čim slabše izobražene, ampak take, ki niso imeli preveč stika s standardnim jezikom v šoli in tako drugje. Zdaj, pač ja, na podlagi teh se ugotavlja, kako tle in tle ni več dvojine. Ne. Če se gre gledati bolj splošno populacijo, pa ljudi, ki so normalno gledajo televizijo, otroke, ki gledajo risanke, ja, bo pa pač dvojine še zmeraj malo manj, ne pa spet toliko. Ne. No, v bistvu se da že čisto reči. Če je res, reče se, pač sliši se dvojina se izgublja in sliši se narečja se izgubljajo. In v nekem smislu mogoče to dvoje ne gre skupaj. Če se narečja izgubljajo, pomeni, da jih nekaj nadomešča. In kaj jih nadomešča? Če jih nadomešča pač neka bolj standardizirana različica ali pa neka različica, ki je bližji osrednji različici, pol v marsikatterih zahodnih narečjih, to pomeni, da dvojina prihaja nazaj. Tako je. No, pa če se vrnemo zdajle k tistemu izzivu, k kateremu so vaju povabili, torej k izzivu o tem, kako dvojina vpliva na učenje štetja, številk, poznavanja števil in tako naprej. Kdo je bil tisti, ki vaju je spodbudil, da sodelujete? Spodbuda je prišla pač, se pravi, kot je že prej povedal Lanko, Dave Barner se ukvarja veliko z osvajanjem števil na splošno, z osvajanjem in razumevanjem števil pri otrocih. In ja, prišel je še posredi je bil še en drug Američan, ki je tudi sodeloval pri tej naši raziskavi največ prek znanja statistike.
ki je pa imel tudi neke prednike v Sloveniji, tako da je še lažje priti do ideje, da je pač slovenščina tak jezik, ki bi nudil preiskovanje tega pač, kar smo gledali. Lahko bi se pa rekli, ja, no zdaj ne vem, koliko začnemo z detajli, ampak se pravi, recimo, nekoč je bila postavljena hipoteza, ugotavljalo se je, kako se osvajajo števila in kako otroci iz različnih govornih okolij osvajajo števila. In se je opazilo, da otroci, ki rasejo z kitajščino in japonščino, mandarinsko kitajščino in japonščino, se počasneje oziroma se kasneje naučijo pomena številka 1, kot otroci, ki rasejo v angleško govorečem okolju. In potem je bila postavljena hipoteza, da ima to opraviti z razliko v jeziku. Namreč kitajščina in japonščina večinoma ne ločujeta med ednino in množino, angleščina pa ločuje med ednino in množino. In je bila pač postavljena hipoteza, da se angleško govoreči otroci hitreje naučijo pomena številka 1, da ima opraviti s tem, da imajo oni razlikovanje v jeziku med ednino in množino. In seveda potem sledi logično vprašanje iz tega, kaj se zgodi, če primerjamo otroke, ki rastejo v okolju, kjer ima jezik ednino in množino. Če to primerjamo z otroci, ki rastejo v okolju, kjer ima jezik ednino in dvojino in množino. Pač pričakovali bi, če je pač tista prejšnja hipoteza pravilna, da bojo pač slovensko govoreči otroci prej se naučili pomena številke 2. To je bila torej... To je potem pač spodbuda v bistvu. Kako sta se vidva lotila tega dela, vajinega dela te naloge? Zdaj pač najin del naloge je bilo v prvi vrsti, delovali smo še zmeraj kot skupina, ki skupaj raziskuje problem. Zdaj raziskovalno vprašanje sicer res zastavil, ali pa je bilo zastavljeno strani Davea Barnerja, ampak ja, potem je bilo treba sestaviti študijo, se pravi pripraviti teste, to je pač za začetek, oziroma najprej ugotoviti v bistvu, a je kjerkoli v Sloveniji dovolj dobra lokacija za študiranje te stvari. Tam je bilo prvič smo prišli do tega, da ja, ene narečja imajo več dvojine kot druga, se pravi, če tudi smo tle v Gorici stacionirani, tle delamo na univerzi, pač ja, v bistvu ne bi bilo dobro štartati z študijem otrok v Gorici, ker je pač le manj dvojine, torej bežimo v Ljubljano. In smo šli pač zato, ker je tisto največje mesto, ker tam vemo, da pač dvojina je živa in v centralno-slovenskem narečju je pač precej bolj močna. In ja, ker je veliko mesto, bo pač lažje najti otroke, ker jih je pač več vrtcev. Potem smo pač sestavili tele teste, kar pomeni, da je bilo treba pač pripraviti materijale, se pravi prvič izbrati, katere teste bomo delali, to smo pač delali skupaj, katere teste bomo delali, kaj hočemo s temi testi sploh ugotoviti in kako bo pač posamečen test izgledal, se pravi, kakšne besedila bomo uporabili. Pač treba biti pri teh rečeh toliko previden, da prvič da imaš točno napisan protokol, kako nek test izgleda, zato da potem pač ponavljaš vedno eno in isto stvar, zato da potem pač otroci, da dobijo otroci isto vprašanje, da lahko od podatka sploh primerjaš med sabo. Zdaj te prevode sva midva delala, izbirala sva teste oziroma pač tele stavke, ki jih je bilo treba povedati otrokom. In potem, ko je bilo pač treba, ta stvar sestavljena, sva začela iskati vrtce. Se pravi, smo poklicali v vrtec, vprašali za ravnateljico ali direktorico in rekli, da bi lahko prišli k vam delati nek test. In so bili za? Ne v vseh primerih. Zdaj, potem od tam naprej je potem še to, da pač tudi, če ravnateljica je rekla ja, ali pa v bistvu zmerno so bile ravnateljice. Če je rekla ja, še ne pomeni, da smo potem pač dobili, šli smo skozi 8 vrtcev. Potrebovali smo 70 otrok in v vsakem vrtcu smo pač, ko je rekla ravnateljica ja, smo nesli tja paket teh dovoljenj, ki so jih mogli starši podpisati. In seveda od izdanih 100 dovoljenj smo dobili nazaj od 10 do 20 dovoljenj, ali pa včasih še manj, se mi zdi. In potem smo pač, ja. Kolikšen vzorec sta potem izbrala oziroma uspela nabrati? Se pravi, naredili smo, na končni fazi smo imeli preko 70 otrok. Teh dovoljenj smo dali ven pa 500.
Se pravi, za slovenski del je bilo 70 otrok, pa še v bistvu 70 primerljivo v San Diegu, pa pol primerljivo pač v Rijadu. Naš del sicer tem ni zajemal, mislim, tem smo še midva sva zorganizirali testiranje, ampak testiranje sta pa dejansko delali 2 naši študentki tle z Nove Gorice. Ne. Kakšni so bili potem rezultati pričakovani ali je bilo kakšno presenečenje? Rezultati, osnovno vprašanje, izhajajoč iz tiste hipoteze, je bilo potrjeno. Zdaj, v bistvu lahko rečem tudi, da nismo nujno mi pričakovali, da bo šlo tako ali pa drugače. Mi smo pač vzeli neko hipotezo, ki je bila postavljena in smo jo preverjali. Ne? In ja, vsekakor se je potrdil. Ugotovili smo, da slovensko govoreči otroci, se pravi slovensko govoreči, s tem zdaj mislim otroke, ki rasejo v osrednji Sloveniji, pač, kjer ima okolje več dvojine, hitreje, da se prej naučijo pomena številke 2, kot se njihovi vrstniki v San Diegu, se pravi, ki rasejo z angleščino. To so majhni otroci, ne? Kakšni starosti? Preverjali smo otroke od 2 do 5 let. In ja, to so zelo majhni otroci, imajo prednost pri usvajanju številke 2. Med 2. in 3. letom je recimo iz našega vzorca precej večji, med 2. in 3. letom precej večji delež slovensko govorečih otrok že pozna pomen številke 2, medtem ko angleško govoreči otroci ostajajo takrat še na ravni ali otroka, ki ne pozna sploh pomena nobenega števila, ali pa otroka, ki pozna pomen števila 1, ne pa še pomena števila 2. Se je pa še nekaj pokazalo, da tudi ti naši otroci, ki poznajo prej pomen števila 2, da dlje časa ostanejo pri pomenu števila 2, da tisti, ki obvladajo 1 in potem gredo kar na množino, na 3 in več, hitreje napredujejo. Se je to pokazalo? Ja, to se izmenjava. Ja, to je tista druga stvar, ki se je pokazala, zaradi česar je pač v bistvu težko zelo eksplicitno reči, da ja, dvojina pomaga. Ne? Pač v tem smeru sicer dvojina res pomaga ali pa je pomagala otrokom, da so dosegli stopnjo tega dvovednika, se pravi otroka, ki pozna število 2, ampak od tam naprej se pa slovenski otroci v bistvu nekako zadržijo, ne? Oziroma otroci, ki odraščajo v srednji Sloveniji zaradi pač, s takimi posebnostmi jezika okolja. Ne? Se pravi, od 3. do dejansko 4. leta je bilo na tem vzorcu našem pozmerno 40% otrok, ki pozna število 2. Se pravi, precej časa so ostali dvovedniki, no, precej dalj časa, kot bi pač pričakovali glede na druge študije. Ne. Ko jih primerjamo z otrocmi iz San Diega, vidimo, da so pač v San Diegu sicer res kasneje postanejo dvovedniki, ampak tem tudi hitreje postanejo trovedniki. Ne. Zdaj, in ta prehod ali pa ta v bistvu prehitevanje, no, kako se reče, da prehitijo slovenske otroke, se je zgodilo tam nekje okoli 3. leta, med 3 in 3,5. Ne. Zdaj, sej, nočemo reči, da pač ne moremo, ali pa na tej točki ne moremo reči, da je kriva dvojina za to, da naši otroci ostanejo dalj, ker smo pač zraven testirali še eno drugo, kako se reče, sposobnost otroka. Ne. Pač ideja je bila itak že od vsega začetka, da sta 2 faktorja pomembna pri usvajanju številk. Eno je to, da imaš pač jezik oziroma neko okolje, iz katerega lahko, oziroma neki jezik ti ponuja možnost, da iz jezika pobereš ven koncepte in oziroma to, kaj pomeni biti 1, kaj pomeni biti 2. Ne. Iz angleščine sicer pobereš, kaj je 1 in kaj je več kot 1, slovenščine, kaj je 1, kaj je 2, kaj je več kot 2. Ne. Ta druga stvar je pa to, da pač moraš tudi poznati serijo številk, ne, če hočeš v bistvu postati normalen števc. Ne. In ta serija številk je pa nekaj, v čemer so otroci iz San Diega bili precej boljši od slovenskih otrok. Ne. Se pravi, že pri starosti med 2 in 3, to je na tisti starosti, kjer so bili slovenski otroci precej boljši, ne, ker v končni fazi je bil zelo majhen odstotek sandieških otrok, ki pač pozna ali 1 ali 2. Ne. Že v tisti starosti so bili sandieški otroci boljši v naštevanju številk. Ne. Zdaj, tam se pač razlika ni bila velika, ne. Verjetno so slovenski otroci, oziroma verjetno pač hočem reči, razlika je bila tako majhna, da pač recimo slovenski otroci so šteli do 2 ali pa do 3, angleški pa do 4, rečemo, oziroma sandieški. Ne.
Ampak od tam naprej so pa sandieški otroci zelo hitro napredovali in v 3. letu starosti jih je bilo že kar nekaj, ki jih je znalo šteti do 10, rečemo. Ne pa še v slovenskem vzorcu. Zdaj, ker so imeli to podlago, da so znali šteti, se sklepa, ali pa bi lahko sklepali, da v bistvu bilo to tisto, kar jih je, ko se reče, pomagalo prehiteti slovenske otroke. Pravi, pogruntali so sistem, in ko so enkrat pogruntali sistem, so vedeli, so poznali številke in so jih hitro dali eno za drugo. Slovenski otroci pa pač, če tudi bi pogruntali sistem, še vedno niso poznali številk. Zdaj, ta razlika med tem, koliko daleč znajo šteti, je pa pač vezana na to, da je, rečemo, v Ameriki precej bolj prisotna ta kultura, da se učiš šteti na pamet, ne da bi vedel, kaj pomeni. No, to je ta razlika. Sicer vejo, poznajo te številke, ampak ne vejo, kaj pomenijo. V tej starosti verjetno še ne. Ja, nikakor. Sej pač, ko smo jih testirali za vsako številko posebej, številko rečemo, niso vedeli, kaj pomenijo. So pa hkrati znali precitirati do 5. Ja, no zdaj je pa 2 gumba v lonček. In tem da enega. A zdaj je pa 3 gumbe, da 5 gumbov. Pa se je morda pri naših slovenskih otrocih pokazalo, da pa oni takrat, ko poznajo število, poznajo tudi pomen tega števila? Ste tudi to morda ugotovili? Še zmeraj je tudi pri slovenskih otrocih to, da znajo šteti, ko se reče, znajo šteti do višjega števila, kot so ga razumejo v osnovi. Mislim, vedno je tako, rečemo. Do nižjega se kako ne moreš znati šteti. Ampak ja, znajo šteti do višjega števila, kot ga razumejo, ampak je razlika med tem toliko manjša. In zelo počasi grejo tam naprej od 3 navzgor. Sej med tistimi otroci, če boš višji, kot boš znal šteti, večja bo verjetnost, da boš bil v skupini, ki je trovednik, štirivednik oziroma v višji skupini. No, že prej sem rekla, da slovenščina ni edini jezik, ki ima dvojino. Kateri je še? Po svetu je jezikov, ni malo jezikov, ki imajo dvojino. Mi smo v tej študiji obravnavali še savdsko arabščino, se pravi, tudi ne velja za vse arabščine, recimo, da imajo dvojino, moderne. Savdska arabščina je en od jezikov, ki imajo tudi dvojino. Jo imajo dejansko malo drugače, v bistvu mogoče bi se dali malo že delati paralelo s kakšnimi slovenskimi narečji. Namreč izraža se dvojina v savdski arabščini na samostalniku, se pravi gumb, gumba, gumbi, imajo trojno razlikovanje, na glagolu pa ne. Grem, gremo, ne pa grem, greva, gremo. Pa na pridevniku tudi ne. Tako da je pač v bistvu nekakšen, ja, vsekakor ima kategorijo dvojine, jo pa izraža malo manj kot slovenščina. In kako smo do tega prišli, je itak malo hecen, mislim, malo naključje, da smo prišli do vključitve savdske arabščine, namreč mi smo testirali, se pravi, skupina teh Američanov in nas smo testirali slovenske otroke in jih primerjali s sandieškimi otroci. In v eni fazi, ko smo imeli testiranje že narejen, rezultati so bili pač nam že jasni, se pravi, v bistvu je bilo treba stvar samo še spisati in poskusiti kam lansirati, se pravi, kakšno revijo znanstveno. Smo ugotovili, da dela ena druga skupina, pač 2 Angleža oziroma en Anglež in ena savdska arabika, ki je pač študirala v Angliji, da sta delala v bistvu isto, sta preverjala, sicer na malo drugačen način, ampak isto sta preverjala v primerjavi pač angleščine in savdske arabščine. In pol je bilo pač nekaj časa. Ta prva misel je bila recimo, no, ja, kaj bomo pa zdaj pa moramo hitro tekmovati, kdo bo prej to objavil, ker ta drug ne dobi nič, ampak k sreči je prišla pač še druga misel, da dajmo se poskusiti povezati. In je pač ratala ta povezava in seveda iz tega pa sledi ne samo, da ni noben izgubil recimo, ampak tudi, da imamo podatke oziroma rezultate za podkrepiti našo trditev iz 2 kulturno precej različnih območij, kjer se pač govori jezik, ki vključuje dvojino, napram sandieškim podatkom. Se pravi, so v bistvu
trdnost našega sklepa precej poveča zaradi tega. In v končni fazi mogoče tudi zato lahko se stvar lansira recimo v bolj vplivno revijo, tako da ni, da bi samo rekel, da na prvi pogled pač se mogoče zgleda, zdaj smo pa pač malo izgubili, ne, pa smo mogli še ene zraven dati, ali pa oni isto si mislijo za nas, ampak ja, v bistvu je dodana vrednost takoj. Se je pokazalo pri arabskih otrocih podobno kot pri slovenskih? Kakšni so bili rezultati? Zdaj, bila je razlikava toliko različna, da recimo niso preverjali, dokoliko znajo arabski otroci šteti, in pa začeli so preverjati, oziroma preverili samo otroke med 3. in 5. letom. Se pravi, nimamo podatkov za 2. do 3. leta. Zdaj, to je pač vezano tudi na to, da je drugačne navade glede hoje v vrtec, ne, da pač otroke v vrtcu dobiti, ki bi bili mlajši od 3 leta v Saudski Arabiji, je bilo rečeno, da je tako rekoč nemogoče. Ne. Se pravi, je v bistvu itak nemogoče testirati kaj mlajšega. Ne. Zdaj, od 3 let naprej so bili podatki, v bistvu ne bom rekel tako rekoč identični slovenskim, ampak v bistvu so se primerjali, so bili primerljivi in so bili signifikantno drugačni od sandijeških podatkov, rečemo. Ne. Količina tehle otrok, ki vejo številko 2, ne pa več ali pa manj, ne, je bila pri obeh in slovenskih in pri arabskih otrocih povečana, ne, oziroma precej bolj povečana napram sandijeških otrok. Ne. In tudi pač to, da se je potem, da so dlje časa ostali, tako imenovani dvovedniki, se je pač kazali tudi v pač pri otrocih s savdsko arabščino kot jezikom, kot je pač Lanko rekel, pa tam niso preverjali štetja, tako da na podlagi tistega ne bi mogli pač skleniti, da je razlog v tem, da imajo mislim, ne moramo ugotavljati korelacije med stopnjo znanja štetja in stopnjo poznavanja posameznih številk. Je pa še vedno se verjetno sme privzemati, da je poudarek na štetju v ameriški kulturi bistveno večji kot pač v Saudski Arabiji. Torej ste ugotovili na koncu, da ne gre le za značilnosti jezika, ki lahko vplivajo na to zadevo, ampak da gre tudi za neke kulturne značilnosti, za okolje, v katerem pravzaprav ti otroci odraščajo, kaj ne? Ja, ni vse v jeziku. Tako, ni vse v jeziku, je tudi v tem, kaj se dogaja okrog nas. Ja. Tako. Ja, vsekakor. Seveda je lahko to šele začetek, ne? Vi raziskavo ste naredili, jo objavili tudi v reviji Proceedings of the National Academy of Sciences, kaj ne? In čemu pravzaprav bodo rezultati te raziskave lahko služili? Spravi, služijo kot podpora tej hipotezi, ki je Rok omenil, ne, glede razumevanja usvajanja števil. Ne, služijo kot podpora teoriji, ki pač razgrajuje načela usvajanja ne samo jezika, ampak nas števila. Ne. Vse je bilo to vprašanje. Ne. Ja, zdaj, kaj več kot to, pač stvar je še zmeraj ni aplikativna raziskava, je temeljna raziskava. Ne. Kot taka pač nima direktne uporabne vrednosti. Ne. Hočem reči, ne moramo zdaj reči, da zdaj pa bomo lahko otrokom oziroma vzgojiteljem rekli, v redu, zdaj morate pa vi tako pa tako govoriti z otrocmi, zato da bojo oni pač prej se navadili 2. Ne. To ni bil ne namen, niti rezultati ne kažejo nič takega. Res je stvar pač vezana samo na teorijo. Ne. Tako. Ampak boste pa nadaljevala? Je to priložnost za to, da še poglobite, razširite? Ja, dejansko že nadaljujemo. Se pravi, če smo začeli, v prvi fazi je bilo testiranje, smo gledali osrednjo slovenščino, pa jo primerjali z angleščino. Je zdaj naslednja, se pravi, na ta način smo dobili najbolj robustno razliko med, kar se jezika tiče. Ne? Smo pa rekli, imamo pa te kulturne razlike, ki so pa tudi precej velike. Ne? Zdaj poskušamo, naslednja ideja je, da poskusimo zminimalizirati, kolikor se da, kulturne razlike. Kar se da delati pri nas tako, pač glede na to, da slovenščina nudi to možnost, da se gre na različne konce Slovenije in se gleda osvajanje pač številk 2 v povezavi z večjo ali pa manjšo prisotnostjo dvojine v posameznih narečjih. Ne? Se pravi, kulturne razlike bi morale biti zdaj zminimalizirane. Če primerjamo ljubljanske otroke, pa če primerjamo novogoriške otroke, pa v Belo krajino mislimo še iti testirati,
potencialno še kam, ne vem, od Celja do Maribora. Se pravi, bi morali biti kulturne razlike zminimalizirane, seveda tudi malo manjša bo razlika pri dvojini. Ne bo več tako robustna, zato ker pač vsa narečja do neki dvojine imajo, pa tudi če nič ne bi imela, je prisotnost dvojine pri vseh teh otrocih zaradi standardne slovenščine, zaradi televizije, zaradi izobraževalnih institucij. Že pri drugem letu starosti ne morejo izogniti. Tako da ja, ampak se pravi, to je nekaj, kar nam ponuja zdaj konkretno kontekst Slovenije in narečne razčlenjenosti v Sloveniji, da se pač raziskava nadaljuje v to smer. Tako. Kdaj jo boste zaključili? Imate kakšen cilj? Raziskava je, cilj je zaključiti čim prej, ta čim prej pomeni lahko tudi 2 leti. Ja. Imamo projekt Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, ki je dolg 3 leta, zdaj smo v prvi polovici prvega leta, torej še 2 leti in pol imamo časa za to narediti in v tem času bomo vsekakor to končali. Tako, mi bomo to spremljali. Super. Nam boste sporočali sproti, kaj ste da. To je vendarle del tistega, kar je pri jeziku morda ne samo za vaju kot jezikoslovca, ampak tudi za nas, kot tiste, ki ta jezik uporabljamo, lahko zelo zanimivo. Ampak vedno me pa zanima, kaj jezikoslovce pravzaprav v jeziku najbolj vznemirja. Zakaj ste se začeli ukvarjati z jezikom? Kaj vas je navedlo na to nasploh? Jaz nimam odgovora na to, kaj me je navedlo na ukvarjanje z jezikom. Se mi zdi malo tako, da bi me nekdo vprašal, zakaj si se pa ti, ali pa ne mene, nekega športnika, recimo, ki igra, kaj fuzbal, zakaj si začel pa ravno fuzbal, zakaj nisi pa košarke začel igrati. Verjetno je en kup faktorjev, ki si majhen, ki te usmerijo bolj v to smer, kot v drugo smer, kjer je bil, kaj so pa bili, pa je predelač. Je bilo od nekdaj ste se radi s tem ukvarjali? Od nekdaj me je Ni bilo neke prelomnice, kjer ste rekli, zdaj pa bom jaz se malo poglobil jezik. Pri meni ne. Tako, kaj pa pri vas? Ne vem, če je bila kakšna prelomnica, vsekakor prelomnica je, ko smo se upisali na faks, ko smo se upisovali na faks in takrat je bil izbira študija močno determinirala, kaj nadaljnjo poklicno pot. Takrat se mi zdi, da sem se odločil za jezikoslovje, ali pa vsaj na ta način sem to stvar govoril naokoli, da sem šel študirati jezikoslovje zaradi tega, ker nisem dobro vedel, kaj jezikoslovje je. Je pa res tudi to, da so mi zmeraj ponavljali ali pa mi govorili, da sem dober za jezike in tako naprej. Četudi to se mi zdi, da zdaj, ko gledam nazaj, ni prav res. Hočem reči, nisem nič posebej dober za jezike, ampak ko so mi govorili in sem imel to v glavi, lahko da je tudi to, kaj vplivalo. Imate posluh, oba dva pojeta tudi? Ne. Ne? Jaz sem nekoč pel v pevskem zboru v osnovni šoli, ampak tam se je pa nehalo. Pravijo, da če imaš pevski posluh, da imaš tudi posluh za jezik? Ja, se je mogoče vezano s tem, da tudi ali jezik znaš oponašati, pa znaš pravilno izgovarjati in kar se naglasa in kar se pravilnih vokalov tiče. Ja, zdaj jaz sem v tem slab. Mi zdi, da sem boljši v čem drugem. O jeziku bi lahko še veliko govorili. Jaz upam, da bom še imela priložnost, zagotovo o vajinem projektu, pa tudi sicer kdaj govoriti, ker sem prepričana, da je tudi za vse naše gledalce zanimivo čim več govoriti o jeziku, da ga bomo morda bolje in včasih tudi nekoliko globlje ali drugače gledali in razumeli. Hvala lepa, veliko uspeha pri vajinem raziskovalnem delu. Spoštovani gledalci, vi pa čim bolje in čim bolj uporabljajte prav svoj slovenski jezik. Srečno!